Dejana Najniger, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro naši gosti v tem studiu. Z nami je v.d. direktorica športnega parka Ruše, Lucija Smolnik. Dobro jutro, Lucija. Dobro jutro. A v Rušah se ne spi te dni, ne? Absolutno da ne. Seveda ne. Že drugače, bolj tak, ne? Zdaj pa, ko se češ 4 dni začne festival Letni ode Ruše, pa je verjetno, bomo rekli tak, mobilizacija, ne? Skoraj da že na vrhuncu. Ja, res se bolj malo spi. Jaz včasih rečem, da imam malo nočnih podvigov, zdaj, da če komu pošiljam mail ob 4 zjutraj, naj mi ne zameri. Ja, ker se dela v eno, ni pa malo dela, ne, pripravi tak festival, ki se začne, torej to soboto traja do naslednje nedelje in je že 25. Tako je, že 25. festival, sicer zgodovina dogajanja seveda je veliko daljša na tem čudovitem ambientu pod Goroj. Torej letos pa med 10. in 18. avgustom 25. festival Letni ode Ruše. Ja, baje so že stari Rimljani, ne, tam ali pa Kelti, recimo pred njim je že imeli prve predstave, Jeger, ti bi vedel, ne? Nisem bil takrat zarajen, ampak če smo imeli. Ne, ampak je pa res, da je to gledališče oziroma to prizorišče, gledališče pod Goroj je res vrhunsko in ima nekaj posebnega, legendarno in ima neko posebno energijo, lahko povem iz prve roke, ker nekajkrat smo že stali tam na odru in je res je drugače, ne? In verjetno imate to tudi, dobite ta feedback tudi od vseh nastopajočih pravzaprav, ne? Ja, ne samo od nastopajočih, tudi od poslušalcev, dejansko je res ambient tisti, ta kamniti amfiteater sredi pohorskega gozda, res tak specifičen, poseben, edinstven rečemo, zato je potem tudi vsa doživetja, vsi koncerti so res nekaj posebnega. Ampak ste pa, seveda, to je zdaj že nekaj let, dogajanje razširili tudi bolj not v Ruše, ne samo tam pod Pohorjem, ampak, oziroma pač direktno na tem prizorišču, ampak tudi po mestu, ne? Ja, želimo nekako povezati Ruše tudi, seveda, se je nekako skozi zgodovino teh festivalov so bila tudi različna prizorišča, no letos smo kar en del programa, torej spremljevalnega, predstavili na trg pred občino Ruše, pa potem seveda ta legendarna rock tržnica, tako da jaz mislim, da bo super, no. Kje je ta rock tržnica? Kje jaz to najdem, če pridem Jeger? Zelo lahko jo boš najdel, ko boš šel proti Letnemu odru, če greš peš tu z centra ali pa iz parka pred občino, boš tam videl, tako čez cesto pa jo najdeš. Ne moreš. Saj jo boš slišal, ne moreš, v centru, v parku pa bo tudi chill-out cona, ne? Ja, to pa imajo naši študenti, klub študentov, chill-out cona, tudi tam dosti programa. Od Gajaš pride, pa potem imamo tudi folklorno skupino, stand-upi, KD pauza z koncertom, otroški program, tako da skratka ogromno dogajanja, no, tudi tam. To je vse blizu mene, ne? In jaz lahko peš zelo gibljiv in menjavam prizorišča, tako da vrhunsko. Okay, ja, to je neka prednost, ne? Da se dejansko premikaš po prizoriščih, se malo sprehodiš. Mogoče ideja za naslednje leto, seveda še bomo o programu in kako dostopni, če so še sploh stopnice, zakaj so vse vstopnice in vse to bomo debatirali o tem nadaljevanju, ko govorimo o 25. letnem odru Ruše, ampak mogoče ideja za naslednje leto, da bi ti imel, veš, da bi ti se pri tebi dobili. Ne bi doma, pač, da bi bila tam Jegrova točka, ne, in bi bolj se s tabo gibali. Ja, komod. Jaz imel pa dežnik v luft. Ne rabiš, če si oranžni. Ja, verjetno je. Festivalsko majčko ti damo. Ja, evo. Samo festivalsko majčko. No, dobro. Ok, da ne bomo šli predaleč. 25 let je tega čudovitega festivala v Rušah, kateri so glavni poudarki, no seveda na te poudarke opozarjamo tudi mi na Totem radiu že nekaj časa, Severina pa Klapa Kambi pa Javšnik pride z novo predstavo, ko bo tu premiero, pa Flirt, pa Invajti, pa o tem v nadaljevanju z Lucijo.
Minut čez 8 je, debatiramo o letnem odru Ruše, o že 25. festivalu, ki se začne to soboto. Lucija Smolnik je z nami v tem studiu, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, malo smo že govorili o prizoriščih, seveda je tu to legendarno gledališče Podgoroj, ta naravni amfiteater, potem je tu park pred občino, ki ga jaz moram priznati, se moram posipati s pepelom, še nisem videl, nisem še šel tja. In je rekel, da me bo peljal. Ana zraven pridi, za vsak primer. Potem je tu Rock tržnica. Tako, Rock tržnica. In pa zdaj moramo, Lucija, o vseh teh glavnih poudarkih, o glavnih zvezdah. Prvo ime je zagotovo Severina. Ja, seveda, zelo se veselimo Severine v soboto 17. avgusta. Severina še ni bila pri nas v Rušah, moram reči, da bo po moje kar vroče in zabavno. Ja, se pa takrat srečata tudi z Gajašem, ne? Ja, isti dan dejansko ima Gajaš na trgu pred občino svojo monokomedijo oziroma monodramo. Gajaš Arestant iz filma, ne, Petelini zajtrk ga poznamo, tako da ne vem, zna biti, da bo te končno pričal zraven biti, če se tako konča, žalostno, to tam čas bi že bil, ne? Čas bi že bil. Ja, tudi Severina bi lahko veš rekla, ok, Gajaš, te pa dajva se srečati, dajva si dati roko, ne? Da je treba biti zraven. Ja, tako da to je zagotovo eden tak super dogodek, Vlado Novak, torej tudi tam ta predstava je sicer Gajaš Arestanti brezplačna. Je brezplačna, ja. Drugače pa, ko govorimo o predstavah, pridejo tudi iz Peker. Ja, seveda, oni so že tradicionalni, tako. KDP Krelimbuš, ja. Parkličeva predstava. Njih je tudi za pogledati, ne? So zelo zabavni, tudi dosti resnic, ne? Tokrat o zavisti. Tako da vabljeni tudi na predstavo, ki bo 15. avgusta. In pa seveda je treba omeniti tudi, da pride Matjaž Javšnik premierno svojo novo predstavo, ne? Tako je, njega se tudi zelo veselimo, seveda Javšnik je Rušan, ja. Domačin in kje druge kot v Rušah, da ima svojo premiero, visoka napetost, ja. Pravi na elektrena komedija. Po moje je skrilo na odru z njim bo Sandra Debelak. Tako, dva izjemna igralca v bistvu bosta na odru in tudi zgodba zaplet je, on vozi hruško kamiona, ona prije 2 dni prepozno iz sindikalnega, ojej, široko polje možnosti za vse mogoče zaplete. Seveda bomo z Matjažem o tej predstavi govorili še v prihodnjih dneh pri nas tukaj na Totem Radiu. Drugače pa tudi glasbeno imamo potem en zelo zanimiv petkov koncertni večer, ko se na odre vračajo Invite z Boštjanom Bračičem in pa Flirti pridejo. Ja, Flirti pridejo na Štajersko. Moram reči, da je zelo dober odziv in komaj že čakamo njihove slovenske avtorske pesmi, ljubezenske. Pravijo, da se bo od ljubezni kar izkrilo, da moramo imeti očala. Tako da veliko zanimivega se bo torej dogajalo tam. In ja, še ena stvar zaokroži pa se vse skupaj spomini na morje. Tako je, brez tega skoraj ne moremo, ne? Malo dalmatinske nostalgije. Ob Dravi. Ob Dravi. Pohorjem. Med pohorskimi gozdovi. Ja. Mogočnimi smrekami. Klapa Kambi pride. V nedeljo. Tako da vstopnice se dajo kupiti na vaši spletni strani, ne, so vse informacije. Ja, vstopnice so na spletni strani letnioder.si, potem na recepciji Športnega parka Ruše, pa tudi v turistični pisarni od srede naprej. Ok, super. Seveda še kaj, Lucija, na kar je treba posebej opozoriti, kar je treba izpostaviti, kar je fajn vedeti, preden pridemo se zabavati v Ruše med 10. in 18. Ja, predvsem morda, da odložite vsa bremena in se prepustite zabavi in da pridete, ne, da so vabljeni vsi, ker vedno gledamo, ne, v Rušah je fajn se imajo in potem, ja, pa bi šli kdaj, pridite zdaj, ne, zdaj bo Je pa res, da verjetno tudi ne bi samega dogodka bilo brez posluha gospodarstva, ne? Kako imate tukaj, ker vemo, pri nas v Mariboru, ko se dela festival Lent,
poslušamo 2 tedna, oziroma 2 meseca prej, pa 2 meseca pol, kak ni sponzorjev. Kako vam to gre v Rušah? Ja, Ima moram vse? reči, da nas že leta podpirajo sponzorji in da tudi so zelo veseli, da lahko prispevajo, zato ker je to le en večjih festivalov, ki bi tudi radi, da se obdrži in da uživamo vsi v tem ambientu, ne, da se ohranja ta festival. Zagotovo je pa največji sponzor pokrovitelj naš občina Ruše, brez katere seveda je to tudi nemogoče izvesti. Za katero se je pač začela nova dimenzija, ko se je tja preselil Fonza. Ne? In zdaj, Lucija, seveda najlepša hvala za obisk tukaj v tem studiu. Mi smo prepričani, da se bomo pol na koncu 18. menili, ki je bil 25-letni oder, daleč najboljši do zdaj. To smo prepričani, to sploh. To smo tudi mi prepričani. Seveda, se drugače temu stremimo. Imam pa še eno vprašanje čisto za konec. No. Kako bomo naslednje leto pletli našega jegra, našega Fonzeja, vašega Kakega Fonzeja, nehaj s tem Fonzijem, no. avtohtonega Pohorca, To pa ja. bi lahko imel tam neki program. Na trgu. Sredi trga, Ja. bil skulptura. Mi ti damo kako stojnico ali pa kako Eto. klopco ti bomo dali. Ja, Pa bom jaz tam Jegrova sedel. klopca. Med pa se prodajo. ne, pa se pogovarjal, vsi mi smo prišli, ne? to bi lahko. To bi lahko delal, ne? Seveda. Debate pri jegru. Ali pa veš tako kot... Spovejte se Jegoru. No, Recimo, kaj, zakaj Veš, pa tako To ne? bi bilo kar zanimivo. V Londonu, v Hyde Parku, ko imaš tisti speaker's corner, tako bi lahko v parku pred občino v Rušah imel ti, ne, svoj kotiček, pa bi... Ja, pa Imamo govoril. rešitev. Ok, bomo videli, nekaj si bomo zmislili, ampak to bo drugo leto. Za letos torej vse informacije dobite na spletni strani letnega odra Ruše, tudi tam lahko kupite vstopnice. Lucija, še enkrat hvala lepa za obisk, pozdravi za nam vse. povabilo. Pozdravi nam vse lepo tam v organizacijskem odboru, vse prostovoljce, brez katerih Ja. ne bi bilo nič. Ne? Prostovoljci pa, mislim, zakon ste. Hvala vsem, da ste z nami in da delate in se žrtvujete. Za širše in Tako. dobro občine Ruše. Tako da festival Letni oder že 25. se začne to soboto.